Kar se tiče stanja na področju korupcije, smo ga obdelali skozi javnomnenjsko raziskavo, ki je pokazala, da je v letošnjem letu odstotek anketirancev, ki mislijo, da je korupcija v Sloveniji velik problem, največji do sedaj, kar 62,4%, za primer leto bo prej pomislilo samo 53,2%. Iste približno enake odgovore dobimo na vprašanje, ali korupcija po letu 90 raste ali upada. Ljudje to značilno tudi vedno bolj zaupajo naši komisiji. Ob medijih smo mi tisti, za katere so ljudje prepričani, da ne več naredimo na področju boja za korupcijo. Kar se tiče prijav, v lanskem letu smo dobili, to že verjetno že veste, 595 prijav, kar je v bistvu več kot celotno obdobje prej, kar je komisija delovala skupaj. Delali smo 327, v 120 primerih smo dejansko zaznali tudi mi sume korupcije. Od obdelanih smo vstopili 234 zadev, od tega 150 policiji, 21 državno tožilstvo, 19 računskemu sodišču in tako naprej. Število zadev, ki smo ga odstopili organom, je večji, kot pa število zadev, ker smo gotovili sum korupcije, ker smo gotovili tudi znake drugih kaznivih dejanj in drugih nepravilnosti, zaradi tega je to število večje. Se pravi, policiji smo vstopili 150 zadev, samo za primerjavo pa naj povem, da je policija v letu 2007 prijavila samo 19 korupcijskih kaznivih dejanj, kar je velik padec primerjava z letom poprek, je bilo 44, ampak je pa tu nekje v standardu, kot slovenska policija vedno doseže, tam prvo 20 kaznivih dejanj zadnja leta. Da rečem lahko, da najbolj kritično področje javnih naročil, oziroma vse tiste stične točke med javnim sektorjem in zasebnim sektorjem, kjer javni sektor bodi si financira dejavnosti zasebnega preko javnih naročil, preko koncesij ali česa podobnega, ali, če temu tako rečem, privatizacija nekaterih funkcij države. Te stvari so najbolj kritične. Zdaj, če govorimo o visokem številu prijav, ne moremo oceniti, ali je to povečano število posledica samo povečanega zaupanja delu komisije ali dejanskega dogajanja na terenu. Moram pa reči, da nas veseli, da še nikoli nismo beležili tako nizkega odstotka ljudi, ki bi bili pripravljeni dati podkupnino v primeru potrebe. Samo 1,2% anketirancev bi dali podkupnino, če bi mislili, da je to potrebno. Pa tudi pri vseh kategorijah javnih službencev so ljudje prepričani, vedno bolj prepričani, da so bolj pošteni, da niso pa vsi porsti koruptivni. Kot razloge za objektivno slabšo situacijo na tem področju pa ljudje predvsem navajajo slabo učinkovitost institucij družbenega nadzora, zlasti organov odkrivanja in pregona. Če bi samo primerjali številke in vprašanje iz naših javnomnenjskih raziskav, in sicer ne vprašanje o percepciji, ampak vprašanje o tem, v kolikšnem številu primerov so se ljudje dejansko srečali s korupcijo, bi videli, da samo že mi pri omejenem številu anketirancev okrog 900, da zaznavamo večje število korupcijskih dejanj, kot pa je zaznala celotna slovenska policija v celem letu. Kar nas skrbi, je to, da še nikoli, razen enem letu, odstotek ljudi, ki ne bi prijavili korupcije, tudi če bi za njo vedeli, ni bil tako visok. 33% ljudi tega ne bi prijavilo. Odstotek ljudi, ki bi pa prijavili korupcijo, pa tudi ni bil še nikoli tako nizek, razen enem letu. Kar pomeni, da se srečujemo z očitnim nezaupanjem v institucije države in to tudi izhaja iz enega od odgovorov vprašanje, zakaj ne bi prijavljali, in eden od zelo pogostih odgovorov je bil v drugi vrsti, ker da korupcije ne bi prijavili, preiskava po njihovem mnenju sploh ne bi bila uvedena. To je izrazita nezaupnica delovanja države. Kaj lahko rečemo od celota na koncu? Da opažamo, da v nekaterih državnih organih, pa organih lokalne skupnosti, vedno pogosteje prihaja do očitnega in zavestnega kršenja pravnih in etičnih norm. Seveda, nažalost, se to dogaja tudi v vrstah tistih organov, ki bi morali preprečevati, odkrivati in preganjati to vrstno ravnanje. V letu 2007 smo porabili nekaj malega manj kot 600 000 evrov
To je za 9% manj kot v letu 2005 in za 4,4% manj kot leta 2006. Iz tega je tudi jasen trend, pa pozornost, ki nam je namenila slovenska vlada, pa njena večina v parlamentu. Na dan 31.12.2007 pa je bilo komisiji zaposlenih 10 ljudi redno. V tem smo imeli pa še 4 pogodbene sodelavce, s katerimi glede na vseh potreb, pa na obremenjenost, pa na razpoložljiva sredstva sklepal mesečne pogodbe o delu. Za zaključek, v letu 2007 smo se že povsem navadili na grožnje po ukinitvah, tako da nas to ni več motilo pri našem delu. Smo pa dobili občutek, zaradi katerega smo začeli še posebej truditi, da je komisija še edini organ, zaradi katerega nam mednarodna skupnost, nam v Sloveniji še sploh verjame, da kaj te države delamo resno načrtno bojo za korupcijo. Seveda, govorice o ukinjanju komisije so tako kot lani, kljub nekaterim pozitivnim ocenam, ki ste jih slišali strani gospe Lavtarjeve, so pustile posledice na ravnanju nekaterih državnih organov pa funkcionarjev, ki so prepričani, da bomo tako ukinjeni opustili nekatere dolžnosti, ki jih imajo po zakonu, oziroma jih je bilo treba k temu kar naprej opominjati. Ukinjene komisije je bilo tudi neposredni razlog za to, da v lanskem letu še vedno nismo ratificirali konvencije OZN proti korupciji, to smo storili letos januarja, še vedno pa ni določen organ, ki bi država morala določiti kontaktno točko po 6. členu te konvencije. Rečem lahko, da se Slovenija iz nekoč pozitivnega modela, kar se tiče vzpostavljanja protikorupcijskih institucij, spreminja v negativnega, kar ima zelo paradoksalno posledico in to je namreč tem, da tako, kot so nekoč delegacije tujih držav hodili k nam študirati v dobro prakso, sedaj še hodili k nam študirati vse tiste slabosti, ki so omogočili in omogočajo ukinjene komisije. Če bi še par besed namenil zakon o omejitvah in prepovedi za nosilce javnih funkcij, ki je bil sprejet že v dveh obravnavah v Državnem zboru, mi smo mnenja, da gre za sistemsko popolnoma zgrešen zakon, poleg pravnih nesmislov, na katere ste opozorili tako vladna služba za zakonodajo, kot tudi zakonodajno-pravna služba parlamenta, je tudi popolnoma neuresničljiv v praksi in mi ocenjujemo, da gre za načrtno rušenje vzpostavljenega sistema spremljanja premoženjskega stanja funkcionarjev in vseh drugih pridobitev zakona o preprečevanju korupcije. Če bi rezimirali naš pogled na stanje na področju korupcije v Sloveniji v letu 2007, bi rekli naslednje. Aktivno vzpostavljanje pogojev za razvoj sistemske korupcije v Sloveniji, kateremu smo se do sedaj uspeli izogniti, postaje vedno bolj pravilo, zakonito, pošteno in etično delo posameznih organov in nosilcev oblasti pa vedno bolj izjema. Ob popolni pasivnosti organov odkrivanja in pregona, sploh ko gre za sume nepravilnosti nosilcev trenutne oblasti, postajamo korupcijsko vedno bolj rizična država, kateri prebivalke in prebivalci izražajo sicer zadostno mero kritičnosti in distance do pojavov, predvsem tuje korupcije, ne pa svoje, hkrati pa tudi veliko nezaupanja do omenjenih organov. Zaradi tega seveda se napetosti na tem področju povečujejo, pričakovanja državljank in državljanov postaja vedno bolj neracionalna, ugled naše države trpi znotraj in zunaj. Do resnega preventivnega dela zaradi vladnega odpora še nismo prišli, represivni organi so zaradi selektivnega delovanja postali neučinkoviti, resnih vir za razmah sistemske korupcije v državi še vedno ni.